No, mi bomo začeli zdaj, ker je čas. Da se začne z dobro energijo. Pozdravljeni vsi, lepo, da ste prišli. Lepo je videti znane obraze po dolgem času, spet pa nekaj novih tudi in tako. Tale sestanek bi v bistvu posvetil najbolj tem najpomembnejšim stvarem, ki so zdaj na dnevnem redu, to je staviti oziroma določiti, izvoliti, kako bi že temu rekel, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednika in nekaj pravilnikov in novi statut. To so stvari, ki nas dejansko zavirajo, tako da če bomo teh stvari pošlihtanih, koliko mora biti, ne moramo marsičesa od tega, da delujemo uradno po vseh regalcih, kot moramo, do v končni fazi tega, da mogoče tudi kakšen razpis lahko zaradi tega pobegne, kakšno financiranje in tako naprej. Tako da bi kar predlagal, da začnemo s to prvo točko, da ne zgubljamo časa. Ki pa je? Se pravi, moje ime je Simona, za tiste, ki me poznate. Matjaž, tam sedi pa Sašo, da nas malo povežete, mogoče s kakšnih mailov, kaj takega. Se pravi, prva točka dnevnega reda je izvolitev upravnega in nadzornega odbora. To mora po zakonu o društvu imeti vsako društvo. Zdaj, ali potrebujete informacije, kaj in zakaj je upravni in nadzorni odbor, ali je to dovolj jasno in lahko gremo kar na predlog, kdo bi bil član? No, sem nekaj prečem tako malo laično, ker se mi dozeva, da rabi društvo izvoliti organe, ni pa nujno, da mora imeti in upravni in nadzorni odbor, ali je to nujno? Lahko ima samo eno od tega tvojega, oziroma si samo zvoliti, kaj meni poznam. Ja, do neke mere je notranji dogovor, ampak neka struktura je pa nujna, ki je s tem zakonom za društva določena. Med upravnim pa nadzornim odborom, kaj je? Nadzorni preprečuje zlorabe. Ker sicer bi lahko pač društvo, kar tudi mnogi naredijo dejansko društvo za to, da potem izkoriščajo prednosti, dejansko je pa edina ideja, ki je za društvo bolj, da se te prednosti izkoriščajo. Pod nas pa ni tako, da če že ne drugega, bi v bistvu želeli imeti tudi nadzorni odbor, kar je v bistvu telo sestavljeno iz čist neformalnih ljudi, ki niso nikjer not v nobenih funkcij, in to je tudi poanta, da tudi smo mi, ki smo mogoče najbolj aktivni, pa najbolj v organizaciji sami, imamo en, bi rekel, senzor, ali kako bi temu rekel, kompas, da ne prihaja do kakšnih nepravilnosti in to. Tako da tudi, če ni potrebno, jaz mislim, da v našem primeru je zaželeno, ker ni namen organizacije, da bi nekaj tam šušmarali pa delali, ne vem, za zaprtimi vrati, ampak delamo čisto, kar se da, kar je mogoče transparentno in se širimo in hočemo res nekaj narediti, tako da. Kakšne so pa številke, koliko mora biti ljudi v enem pa v drugem? Oziroma, to je pa stvar. Običajno so to po 3 ljudje. Upravni odbor je tisti, ki mu se zaupa odločanje, kadar pač ni možno, recimo tudi v določenih trenutkih ne treba nekaj odločiti in pač ni časa ali pa možnosti se pač skomunicirati z ostalimi člani ali pač koordinacijo, ali kakorkoli že imamo zorganizirano. Nadzorni odbor bi bil pa tisti, na katerega se obrne, kadar gre za neko dvom v odločitve upravnega odbora oziroma predstavnikov, dela predstavnikov društva in tudi, kolikor jaz vem, so ponavadi to po 3 ljudje. Zdajle, tukaj v bistvu res ni popolnoma zapisano v tem smislu člen 13 v zakonu o društvih,
pravi, da pač v temeljnem aktu je pač je stvar organ zbor članov, da pa si lahko društvo določi tudi druge organe, pri tem pa mora določiti njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja in razrešitve članov. Če temeljni akt ne določa drugače, se pravi ta del, ne, da upravni, tlele govori o temeljnem aktu, kar je statut, ja. Potem pa je to, se odločitve sklepajo samo, če je navzoča več kot polovica vseh članov in če se je za te odločitve odločila, se pravi večina teh prisotnih članov. Pač naša situacija je taka, da nas nikoli se ne zbere toliko, da bi bila polovica vseh članov, ki so na papirju člani. Članov je 300, pa še nekaj, ne? Tako da to dvomim, da to bi verjetno težko dosegli, ne? Zato mogoče naredimo nek kompromis tlele s tem. So pa to v zakonodaji piše, da mora biti polovica članov prisotnih v občnem zboru, res? Da je sklepčen. Ja, mislim, da to ne drži, ker jaz poznam iz drugih društev, da to sicer je v statutih, samo če pač ni toliko se sklepa večina, ki je prisotnih. Mislim, da to ne drži, da mora biti. Ja, mislim, pač nekaj je to, kar si želi zakonodaja in kar si želi društvo, ko se ustanavlja, nekaj pa drugega je pa to, kar je pola realnost. Recimo, tako jaz sicer ne rabo resnih društvih, pa to pa je načeloma tako, da občni zbor je najvišji organ in ni določeno, koliko ljudi pride na občni zbor, ampak kaj se na občnem zboru doreče, to je pač fiksno. Tako je pa ne vem, da bi pisala, da mora biti res več kot 50, ker to je res nemogoče. Mislim, mogoče piše, samo to se ne uporablja. To nemogoče. Tega ni. Neka fora je, pač ne bi bilo polovica pač članov društva, potem pa če ni, se pa odloži lahko za Se pol pa za ure pol in ure se počaka in tisti, potem sklepa tisti, ki so tam z večino. To je. To je to. To je normalna formulacija. No, ko smo že pri statutu zdaj, no, tle noter je ena hecna formulacija. Oprosti, te kar prekinila, ker prva točka dnevnega reda je izvolitev upravnega in nadzornega odbora, zdaj bi mogoče tole zaključili, ker tako je naslednja točka je sprememba statuta. Ok, super. Pa da zato, da odkljukamo zadeve po vrsti. Torej, zdaj, ali se prisotni strinjate, da naredimo ta upravni in nadzorni odbor? A to pomeni, da ga prej ni bilo sploh določenega? ja, da v bistvu ni funkcionalen, ne. Ko je pravno. Neformalno smo se dogovarjali, da tisti, ki so koordinatorji skupin, avtomatsko tvorijo funkcionalni upravni odbor. Tako smo to ohlapno. Ja, zdaj je tako tudi v statutu določen, ne, ker mi s statutom hočemo zdaj pač našo dolžnost do države poštimati, da se s tem ne ukvarjamo, ker to za nas ni pomembno, da pa imamo notranjo organizacijo, ki je v bistvu sporedna s tem, kar je v statutu prikazano. Torej, upravni odbor bi tvorili koordinatorji vseh aktivnih skupin, bodisi teh projektnih, torej Triglavski urbani vrt, računalnik. To je predlog za potem že spremenjen strukturnih, ne. Strukturne so pa prevodi, komunikacija, PR, te stvari, ki tvorijo dejansko samo organizacijo v smislu strukture. Ja, jaz mislim, no, da glede na to, da bi potem tudi spremenili statut še verjetno, ne? Ne, čakaj, sem malo, prosti, a pol se ne voli upravnega pa nadzornika. Prej ste govorili o 3 osebah, ki bi bile v upravnem in 3 v nadzornem, ne? Zdaj se je pa govorili v nadzornem. Ja, upravni bi bil pač, uprava bi bili vsi, ki smo odgovorni, no. Ok, zato ker tako je, ne, samo za sekundo, da se malo ustavimo tlele. Malo sem gledala, kaj so naloge koordinatorjev, ne. Pa zdaj glede na to, da sta vidva s Sašom že koordinatorja, sem tudi malo gledala v bistvu, ker sta že izpolnjevala evidenčne liste, ne. Tako da jaz mislim, da je potreben nadzorni odbor v vsakem primeru. Nadzorni odbor je potem voljen na
Ne vem, kakor se zmenite, jaz sam pravim, da je potreben, ampak nekdo, ki ni... Velja pa nezdružljivost funkcij upravni pa nadzorni, ne? Tako da ne more biti v upravnem, torej noben od koordinatorjev, ampak so čist pač... A smo vsi prisotni, smo vsi za to, da imamo nadzorni odbor? A kdo ni za, je kdo proti? Ja, si proti temu ne moreš biti, ne? Ja, torej, soglasno smo sprejeli, da nadzorni odbor. Bom bolj na koncu prebrala. Se bomo še. Tako da... Sam je pa en mehen problem, ne? Če volite nadzorni odbor iz članov tukaj, ne? Je večinoma članov koordinatorjev, mislim, da ene, dva ali tri, ki sta. Zdaj ne poznam jih, ampak... Imamo vsaj 10 jih nima funkcije. A ja? Ja. Mislim, da još ljudi treba doći. Ok, soglasno je sprejeto, da se sprejme upravni in nadzorni odbor. Sklep 2. Kaj, imamo upravni odbor, to so člani, Ja, zdaj pa to so koordinatorji dejavnosti. bom izhajal kar iz tega, kako smo že v statutu za zdaj določili, oziroma ne v statutu, pravilniku za koordinatorje, delovanje društva, tole. To sem vzema bolj resno. Torej, mi smo nekako zdaj zastavili, da imamo koordinatorstvo. Koordinatorstvo sestavljajo pač vsi aktivni oziroma vsi koordinatorji, ki vodijo nekaj projekte ali pa neke dejavnosti znotraj društva. Da imamo ta notranji dogovor, kako stvari delujejo, ker ta statutni oziroma ta, bi rekel, odnos do države bo sam z besednjakom, ki ga pač uporablja država, ne? Zato so tam stvari v drugačnih besedah. Torej, koordinatorstvo sestavlja koordinatorji vseh projektnih in strukturnih skupin v organizaciji. So uradni predstavniki društva, ki lahko organizacijo javno zastopajo in po medsebojnem dogovoru podajajo uradne izjave za javnost in medije. S tem je prepreča, da pač nekdo v imenu organizacije ne more narediti neke škode, ker pač vemo, da zlahka pride do tega, da nekdo dela v imenu društva, pa nima, bi rekel, zelene luči strani koordinatorja. Torej, ti koordinatorji bi bili ta upravni odbor. Člani upravnega odbora so koordinatorji vseh projektnih in strukturnih skupin. Zraven bi pa bil še tajnik pa blagajnik, pa predsednik društva, ki pač to je samo za statut, to nima nobene veze s samim delovanjem, ampak samo s tem odnosom do države. Dejansko gre samo za koordinatorje, no? Tako da tukaj imamo zdaj pravilnike, ki se nanašajo na naše notranje delo, pa statut, ki se nanašajo na te pravne zadeve, ne? Tako da tukaj se stvari večkrat razlikujejo v besednjaku, pomenijo pa praktično isto, ne? Tako da zdaj, ko bi volili upravni odbor, bi ga volili zato, da imamo po statutu stvari poštimane. Samo koordinatorstvo, ki pač pomeni pa naše delovanje dejansko, ne? Je pa potem itak stvar notranjega dogovora in iz tega pa tudi sledi, kako se bomo organizirali oziroma kako bomo stvari speljali. Tako da, kar hočem zdaj povedati, je to, da dajmo ta upravni odbor izvoliti samo to, da ga lahko odpikamo, da gremo naprej, ker ni na tem mestu nič drugega, kakor pač, bi rekel, kraca na papirju, zato da nimamo težav. Če se prebere, kdo so koordinatorji aktivni, pa če so pač vsi za, da so ti ljudje v... Imam na ključko, je tam le vse.
A ja, ne, Ugo, nisem ti tega, jaz sem samo za tele prisotne pripravljala. To sva že govorila. Lahko nekaj predlagam. Koordinatorji itak vemo, kdo so. Tisti, ki ima želje aktivno sodelovati v politiki društva, pa še ni koordinator, naj se javi, da lahko kandidira za upravni odbor. Da ne bo noben izpuščen pri odločanju o stvarih. Tako da tisti, ki še ni, če hoče biti, naj se javi zdaj, pa ga potrdimo. Jaz sem nekaj vprašanje spet seveda bo težko. Ona je rekla, recimo, da je potreben nadzorni odbor, tako se ne zato razumela. Nismo še pri nadzornem odboru. Upravni odbor odloča o politiki društva, kaj se dela in kaj se ne dela. Upravni odbor so tako koordinatorji, se je rekla, da ne? Da. Ampak, če želiš aktivno sodelovati v politiki društva, veš, da se te... Nisi koordinator, pa nisi upravni odbor, pa nisi lahko nadzorni odbor. Ne nadzorni, v upravnem nadzorni sam preverja, zagotavlja, da deluje upravni odbor po pravilu. To je vse, kar nadzorni odbor dela. Nič ne odloča. Ja, če to reči, ona recimo je rekla, da pač bi naj imeli nadzorni odbori, ne vem, s kakih zdaj specifičnih vlogov, medtem ko pa on predstavlja, da bi samo formalnost zato, da je zadoščeno pravilom države, ne? V bistvu pa je zadoščeno pravilom države, že s tem, ko pač samo upravni odbor, ne rajiš nadzornega odbora. Rabiš ga, če ga nimaš, jaz Simona, ne, ni nujen, ne, to je notranji dogovor. Sam pravim, da je pa fajn, da ga imamo. Ali lahko samo se že na začetku strinjajo, da je fajn, da ga imamo. Samo malo tišina, da en govori naenkrat. Jaz bi eno bilo Dolgo črno. Jaz sem želela samo povedati, jaz sem Daniela, vključila sem se aktivno v društvo pred kakšnim mesecem, sicer sodelujemo že dlje časa, ampak pred parmi meseci sem dobila, tako da sem se lahko končno aktivno vključila. Po izobrazbi sem organizator dela in poznam malo te zadeve, zato sem se tudi vključila na področju organizacije dela v društvu, ker imam občutek, da ste zelo aktivni, ampak manjka ena organizacija, manjka tudi ena kontrola, ali se zadeve počnejo ali ne. In prišlo je do tega, da je nekaj članov, sicer jih zelo malo poznam, ampak je toliko preobremenjenih, da vsaka čas, da jim sploh uspe furati. In želela sem samo povedati, če imamo nekaj ljudi, ki nadzorujejo delo, ali je narejeno, ali ni, kaj je potrebno, torej bodo zadeve veliko lažje in bolj organizirano tekle. Čist iz tega vidika je bila moja želja potem, da bi imeli predlog, ne želja, da bi imeli nek nadzorni odbor, ki bi, ker ne more ena oseba tovariti. Mislim, nadzirati. Čist iz tega je šlo. Potem takim ne more biti to zgolj formalnost na papirju, zato da je zadoščeno državi, ampak mora biti dejansko določene osebe, ki bo to tudi upravljala. Meni je v bistvu tukaj sploh ni šlo za to, a vi tem osebam rečete nadzorni odbor, ali ne, to sem danes v bistvu slišala ta izraz. Ja, to je po statutu, ne, mislim... Ampak jaz sem govorila enostavno o tem, da bi bilo dobro nekaj oseb. Na ta izraz se je nanašalo. Mi imamo drugače koordinatorje in koordinatorji za to skrbijo, ne. Ne vem, pač besednjak v statutu uporabljen, če bi ga tega istega, ki ga uporabljamo v notranjem govoru, uporabili, ne bi šel skozi, ker smo že na začetku, ko smo prvič delali statut, smo ga mogli 5-krat ali 6-krat nazaj nesti in uporabljati ta njihov besednjak in... To bi bila samo pomoč koordinatorjev v bistvu, to je dober nadzorni odbor, nič negativno. Mislim, to je filter, ki pa... Nekako preprečuje zlorabe pa napake, ne, mislim, preprečuje. Poskuša jih, ne, odpravljati. Pa nadziram, če je delo narejeno. Vrcovrit, tudi to je. Se pravi, ali smo zdaj sklepčni glede tega, da člani upravnega odbora so koordinatorji vseh projektnih in strukturnih skupin? To ni. Kdo proti? Ima kakšen drug predlog? Ni? Ja imam pitanje. Ja. Hoće li to doći kasnije da pitam to sada, ko odlučuje koji je službeni projekt društva i ko onda kao koordinator jest dio upravnog odbora? Dakle, koji su službeni projekti društva? Tko o tome odlučuje? Službeni. Uradni. Uradni, ja. Koordinatorstvo. Znači svi skupa odlučuju koji je
da ne može doći, na primjer, Janko i odluči, ne znam, nekakav mini projekt napraviti koji ne vezan sa društvom i reći ja sam isto upravni odbor ili šta ne. Lahko jaz malo pojasnim o tem. Vsak projekt ali večja aktivnost v okviru društva, ki vključuje finančne izdatke in ali večjo pozornost javnosti, mora koordinatorstvo soglasno odobriti. Projekt se lahko začne izvajati šele takrat, ko je izpolnjen projektni obrazec, o tem bomo tudi govorili, v katerim se kolikor je mogoče opredeli sredstva, časovne okvirje, učinke, pomembnost projekta in tako naprej, ne nazadnje pa tudi vodjo oziroma koordinatorja projekta. Ta se s podpisom obrazca zaveže, da bo projekt izpeljal dosledno in v okviru načrtovane projektne sheme. Gre za to, da ni dovolj ideja, ampak mora biti tudi načrt pa volja, da se stvar spelje. Načeloma je skupščina, to, kar se zdaj dogaja, prvostopenjski organ odločanja. Se pravi, to, kar se tlele odločno, je merodajno in upravni odbor naj bi bil dolžen te odločitve potem realizirati. Tako da vsi skupaj vsem odločamo, med skupščinami za aktualno vsakodnevno odločanje, pa upravni odbor odloča o stvarih. Odlično, no to je poanta. Zdaj tako pač več, ko nas bo na skupščinah, bolj bojo tudi, v praksi pa najbolj med letom pripombe in želje posameznega člana ne bodo prezrte, To pa vse tudi piše tako. V praksi se na netu non-stop kontaktiramo in komuniciramo, kdor pač ni noter, naj se poključi na tak drugačen način, na spletu je vse objavljeno, točno se ve, kako se lahko pridružiš in to je to. Torej, sklep 2. Člani upravnega odbora so koordinatorji vseh projektnih strukturnih skupin. Je kdo proti? To je to? Super. Gremo naprej. Se pravi nadzorni odbor. Jaz predlagam, da se predlaga tri osebe za nadzorni odbor in da se zmeni, da neko razmerje med nadzornim in upravnim odborom v smislu, ne vem. Tako se komunicira, Tako, da v bistvu, ne vem, tista poročila, ki jih imamo enkrat na leto, dvakrat na leto, jih nadzorni odbor pregleda ali kaj takega. In da se lahko vsak član obrne na nadzorni odbor z predlogom. Je to to? Nekaj takega bi zapisali? Recimo, da zdaj poskušamo izvoliti 3 osebe od prisotnih tukaj za ta nadzorni odbor. Če nam ne uspe nič hudega, bomo to že lahko tudi preko mailing list dobili. Važno, da imamo 3 picajzaste ljudi, ki bodo takoj videli, če kaj narobe naredimo ali pa kaj takega. Ona že funkcijo, nezdružljivost, razen če ne odstopiš. To je sreča društva. Ne, to je nesreča. Točno to. Da ne bomo zabredali, pa da ne učili. Varianta je ta, jaz sicer sem uradni koordinator skupine za raziskave in razvoj, štost pa je, da skupina za raziskave in razvoj ne deluje, ker je ni. Kaj pa če začasno odstopaš z tega mesta, pa se javiš v nadzorni odbor? Imam predlog, pa lahko potem takole. Lahko sem član nadzornega odbora, dokler nisem aktiven v koordinatorstvu raziskav. In obljubim, da bom v ljudem in spoštljivem tonu opozarjal na Imamo te na kameri. Na koncu vsakega maila moraš free huggies poslati vsem tebe. Živo, pol pa še napravga. Zdaj zravno še 2 nepokorljiva, transparentna, Jaz bi definitivno predlagala Danijelo. Ja, tako je. Jaz z veseljem, razen v primeru, če s tem razpisom skozi pridemo, potem pa ni šans. Kaj je to za nadzorni odbor? Nadzorni odbor. Pa še upamo imel v drugem planu. Jaz bi predlagal Danijelo za tajnika. Tajnik ima hkrati tudi neke vrste
podobno vlogo, ne, ker v bistvu skrbi za to, da društvo deluje pravno, pravilno in brezhibno in da pošteva te pravilnike, kar že do zdaj, z vsem delom, ki ga do zdaj naredila, je tako, mislim, v isti vlogi si nadzornik, upravnik, vodja, ni da ni. Kazensko odgovarjaš Ja, zato so kar predsednik dogovarja. Dobro, Daniela je tajnik. Ampak da ne bo prehiteval, no, zdaj smo pri nadzornem odboru, predlagam bi torej, da kar poskušamo kar tu najdeti 3 osebe, ki bi bili pripravljeni, bi rekel, z enim kritičnim očesom gledati na stvari, ki jih počnemo v društvu, pa upozoriti takoj, če pride do nepravilnosti. Torej, ni to funkcija, ki bi rabili biti angažirani za nekaj, ampak samo, da pač, če že tako ali tako spremljate društvo, da pač ga spremljate še z tega vidika, da ste pozorni na nepravilnosti. Ne. Oziroma, funkcija je, torej, če se nekdo, kdorkoli, če se kdorkoli od članov ali pač odpazi neko nepravilnost, se mora imeti na koga obrniti in to je nadzorni odbor v tem primeru. Da opozori na nepravilnost, čeprav se lahko seveda tudi direktno na koordinatorja ali karkoli, ampak če, ne vem, zaradi kakega razloga ta stvar ni mogoča, da se pač na nadzorni odbor. Bi predlagal kar Nikota za enega od članov nadzornega odbora. Smo vsi za, je kdo proti? Darjan je proti. Ne, za. Vsi smo za. Še 2. Rabimo še, a ne? Če bom sama, ne bom zlorabil svoje postojnosti. Sam nekaj vprašam, glede na to, da ne poznam članov, je še kdo tako zelo aktiven, pa ki ga danes mogoče ni, pa bi bil mogoče celo primeren za kaj takega? Za nadzorni odbor? Ja. Ja, Damjan je koordinator, tako bo šlo. Jan bi bil redo, ja. Jana bi lahko tudi predlagal. Ne, zgodbe ne moramo, če ga ni tu. Jaz bi mogoče koordinator. Pa Žiga tudi ni. Imamo tudi Darjan in Sandra, dobavila funkcije. Sandra je tudi koordinator. Ena Sandra Če se slučajno še kdo javi za članstvo nadzornega odbora, ki kot pravim, pač ni neka huda odgovornost. Jaz navijam za Mateja. V bistvu ne, glejte, se gre za to. Nadzornik mora biti analitična oseba, mora spremljati zadeve, mora znati videti iz zadeve, kaj se dogaja v bistvu. Vse ne pomeni, da mora biti težek pa naporen. Verjetno ga res ne bo realno zdaj izvoliti tega nadzornega odbora, ampak lahko pa damo predloge. Moj predlog je Jan Tomažin, pa imamo še kakšen predlog. Jaz bi Jana Tomažin v informatiko. Dokler ne bo to samo v primeru pritožb. Bi, ampak dokler ni A imamo še kakšne predloge? Matej. Evo, Matej je celo pristal, če so vsi za. Si pristal? Zdaj, ko vem, kaj to pomeni, lahko je. Imate se lahko vrne nekdo, če prije do rešta, jaz mislim, da ne bomo nikoli. Meni se zdi drugač Luj ful dober nadzornik, ampak jaz ne vem, če bi bil on za, ne. Pis pop, če bomo imeli po nadzornem. Jaz sem skod pritožbala. Ok, torej, nadzornega odbora nam ni uspelo zdaj izvoliti, ga bomo pa... Imamo 2 člana. Ne, imamo predloge, ja. Imamo 2 člana. Ja, Imamo 2 člana plus predloge, Potem bomo pa to elektronsko do konca uredili. Ako se vsi slažemo? Če se strinjate, da
da upravni odbor v elektronski komunikaciji izvoli nadzorni odbor. To pa ne more biti, ja. To pa je tako, da bi, razumeš, si jaz svoje kolege izbiral za moje nadzornike. Ja, no, ali pa da jih že... To ne bo zadoščeno že državi. Ja, to smo prav, ja, tako, kot sem rekel, sem slišal, kaj sem rekel. Ne, nadzorni odbor, oziroma dva člana nadzornega odbora, ki sta že izbrana, ne, izbereta še tretjo osebo iz kandidatov, ki so na voljo. Imamo sploh toliko aktivnih članov, a ne, mislim, med katerimi lahko izbiramo? Ja. Okay. Ne, on je vprašal aktivnih. Ne, vse aktivnih je 30, 40. Še naštejem vseh, ki so pri projektu računalniki. Lahko s tem gremo naprej, torej rabim samo potrdilo, a je kdo proti temu, da trenutno dva člana še ne v celoti izvoljenega nadzornega odbora določita oziroma izglasujeta tretjo osebo, ki bo v nadzornem odboru. Je kdo proti temu? To ne more uradno pisati. Predlog je še Jan Tomažin, ta tretji predlog je Jan Tomažin, počakamo, da Jan potrdi in če to je odata, če ne pa z dopisno se odbora članov rešimo. Ja, sem dopisno moramo odločiti vsi o tem, ne dva že v nadzorem, to bi se lahko napačno interpretirali. Mi pa se zmeniva, koga bomo zdaj izvolili. Ja, se sem ravno kar rekla, da se dopisni ali pa se reče, da v 14 dneh zberejo vsi predlogi, potem se glasuje in basta in izvejo rešenje. 14 dni še preveč. Če smo 4 leta zdržali, bomo tudi 14 dni. No, okej. Ampak dva sta pa že določena in izglasovana, ne? Je kdo proti? Ama kdo kakšen boljši predlog izglasovano? Idemo dalje. Spregovori zdaj ali zavedno Ali gre po naslednji skupščini v nadzorni odbor. Torej sklep dva člana nadzornega zbora, Niko Godec in Mateja Vsenak sta sprejela in sta izvoljena v nadzorni odbor. Tretji član je predlagan, Jan Tomažin, v roku 14 dni. Ne, v roku enega tedna, kar da ima tako. V roku enega tedna se pridobi Janov pristanek ali novega kandidata. Ali novega kandidata izvolil upravni odbor, koordinatorstvo. Ne, člani morajo. Ja, člani. Člani putem. Tako po elektronski poti. Ne pot nego kako. Ne, lahko prek. Seveda lahko, ja. Pa daš na voljo, pa druga več glasov. Torej, vsi, ki smo danes skle, smo dali verjetno maile, pa ne bomo vas nikamor dodajali, samo takrat, ko bomo šli glasovati za to novo osebo, bomo poslali vsem, ki ste danes tukaj. Poleg tega jasno tudi vsem ostalim, ki jih imamo že, ki so že v kakšnih skupinah vključeni in tako da ne bo kdo izpuščen. Vsega pa mailing možno za društva? Je. Ki pa je na kjer je domeni? Na Google Groups. Za Google Groups? Tam imaš opcijo Polls, to je pa lahko daš kjer glasovanje. Ja. Vse tako bo. Samo še ena stvar, kdo bo to praktično izvedel? Mitja se je javil, kdo proti? Ne. Odlično, ko smo hitro to rešili. Ok, lahko gremo naprej. Gremo naprej, naslednja točka. Statut. Ne, upravni odbor. Kaj pa upravni odbor? Vse smo ga že. Ja, je. A koordinator, kaj pa predsednik tajnik? Ja, da gremo še to, ja. Ok, člani upravnega odbora, se pravi, so koordinatorji projektnih in strukturnih skupin, plus ali so lahko hkrati predsednik, tajnik, blagajnik. Torej, kar se predsednika tiče, jaz ponovno kandidiram Ugota.
Doživotni predsjednik. Ne, super je, meni. Kao prej, dva Tito. Jel ima neko Zakaj nešto delam? protiv Boga? Ne se je hotla nekaj Ja, reči. če bi se lahko gospod predsednik samo drugič malo vrnil. Sem hotel ostati to, kar sem, ne, da ne bi bil nekaj, kar nisem. Sem mislila, da to mogoče nakazuje na to, da Ljubljana končno dobila džamijo, pa se malo počela asimilirati. Nisem pa nesel karce s sabo, Jaz sem proti temu, da se odbija. Ste vsi za to, da je on proti Mitja je temu, da se Aha, okej. Blagajnik je bil Saša Basad. Ja, Kaj? Saša Sprej. Pol je kdo proti, da jaz ostanem predsednik? Kdo kakšen predlog drugačen, boljši, slabši? Bi si kdo želel prevzeti delovno? Okay. Tajnik, ne? Blagajnik. Vseeno. Za blagajnika smo že pred časom predlagali Saša Liznarja, ki je na moji desni, na vaši levi od mene. In je do zdaj v poskusni dobi, po 4 mesecev, to odlično vodil. Stvari so transparentno predstavljene na spletni strani, kar uredi Mitja. No in zato bi predlagal tudi uradno funkcijo blagajnika, če se seveda on strinja in jasno, če se strinja tudi vsi ostali. Pa če se Maja strinja. Ja. Mogoče na prvem mestu. Ja, no, jaz bi rekel samo to, da mislim, da bi mogli še malo, ne to, sam v navadu bi mogli prijeti malo večkrat te objave transparentnosti na spletni strani, tako da bo se z Mitja tom potrudila, da bo to. Ok, ima kdo kaj za pripomb glede blagajnika? Kaj blagajnik sploh? Pretegnil se na. To bi bilo, v bistvu zdaj, dobro, lahko bi tudi na netu, nimam tle certifikata. V glavnem, trenutno stanje na tekočem računu je 526 evrov, 33 evrov, Tukaj je bila še v bistvu donacija oziroma tisti razpis, ki smo ga dobili, oziroma nagradna ta igra Domeja, oziroma ko smo klikali za objem topline. Tam smo dobili 350 evrov. Tam je bilo 350 evrov, Dobili smo neki donaciji še, tudi, ker smo s temi paketi, mislim, da 3, če se ne motim, pa Nec Krokter, ki ga tudi danes ni tukaj, je doniral, mislim, da 200 evrov, če se ne motim, letos. Tako da to je nekako v bistvu skupna bilanca. Tisto, kar se je porabil za Triglavski urbani vrt, je bilo v bistvu tako, da smo zadeve sicer plačali vse preko društva, ampak smo tudi nakazali, se pravi, tiste zneske, ki smo jih rabili za plačilo stvari, kot je glinopor, črpalka in te zadeve, smo pač nakazali na društven račun kot donacija, pa iz društvenega računa plačali, ker smo tako tudi dobili nekaj popustov na glinopor sploh. Tako da prometa skupnega na računu je bilo, mislim, da nekaj preko 2000 evrov na vse skupaj v letošnjem letu, pa pač ni še konc, ampak tukaj nekje. Tako da to neko letno bilanco bi pol tudi zaključil se let prikazal. Torej, si za to, da za en let poskušaš voditi blagajno? Ja, jaz sem za, zdaj, če se... Je kdo proti? Oziroma ima kdo kakšen boljši kakšen predlog? Če ne gre pogledati, pa je v bistvu proti idejam društva na splošno? To smo že od začetka nekako... To je še eno od stvari, kot mogoče pol podrazno. Gre bolj za filozofijo same smernice osnovne, društva, ki išče pot v gospodarstvo osnovano na virih, ne na denarju oziroma zaslužku.
taki obliki, tako da Samo gre za moralno vprašanje. Vseeno, če imaš 300 članov, pa 1 evro letna, Se strinjam, ampak mi imamo lahko tudi to v prostovoljnem delu izraženo. Ne? Če mene vprašaš, mi je veliko več vreden, da prostovoljc, da vem, 2 uri naredi, kot pa, mislim, član. Res da lahko malo naprej računaš, da boš neki določen denar imel fiksne, pa kaj z njim delati. Zdaj ne veš, kdo ti bo kaj donira, čez pol kdo, ne. Se strinjam, ja, ampak to je tudi odraz dela na tem področju. Ne? Blagajnik je sprejet, Sašo. Super. Gremo dalje, na tajnika. Oziroma tajnico. Bi se bolj še o tem pogovarjali na koncu, odrazno. Tok, da najprej to res zadeve. Zapisano. Tajnik. Torej? Se bomo malo pauzico naredili, da si malo tudi pretegnemo noge. Torej, Danielo sem vam že predstavil, tudi sama se je še bolj kot sem jaz, tako da predlagam jo za tajnika, ker tajnico, ja, funkcija je tajnik, ne, ampak. Če Luj nima nič proti. Če Luj nima nič proti, ja. Ja, no, vse on je tudi podvignil roka, ne. Vsekakor bi pa verjetno rabila pomoč, da bi Absolutno. V bistvu, jaz sem analizo ful naredila, sem jo vse na računalniku, ko ste me čakali, ne, zdaj pa sem na hitarco. Bi se sprintali, jaz prvič zakonov ne poznam, ne. Drugič, odvisno je, kako se spet obrne s tem, kar smo pripravljali, ne, tako da recimo hipotetično bi lahko rekla, da lahko začasno bi to zadevo sprejela, ne. Ampak bi pa znali tudi biti, da bi morala februarja tudi to predati nekomu drugemu. No, v tem primeru bomo... Če Vse pravi. Tudi karkoli drugega. Ja. Naj bo jasno, da tisti, ki sprejme funkcijo, ima vedno tudi možnost seveda funkcijo dosti pred naslednjo skupščino to funkcijo predati nekomu drugemu ali pa enostavno odstopati, to ni zdaj neka stvar, ki bi bila zavezujoča, tako da adakta, ne. Tako da, no, jaz bi pač predlagal Danielo, če se ti strinjaš, pa če nima nihče proti. Si že vse delam. Samo spet ne komentaj, sam mislim pa, da to pa se piše zakonaj, da mora biti funkcija časovno določena. Ne, vsekakor je določena, vsaka je mandatno določena za 12 mesecev, tako da to ja. Ampak ima vsak tudi možnost, ne, odstopati, ne, ni to zavezujoče, da zdaj pa moraš biti pa nekaj, ne, na noč. Če ne gre, pač ne gre, ne, in se bomo zdaj pač potem prilagodili, pa poiskali novo osebo. Tako da, a je kdo proti temu, da bi bila Daniela Jerkovič tajnica društva? Potem ugotavljamo, da je tajnica sprejeta. Tajnica se mi zdi tako, kot zdaj to tam ena tajnica. Tajnik je pa nekaj, ki imaš več. To malo Ravno to je treba spremeniti. Tajnica gaza, paljte, ne pa. Se doskrat je tako zaniš. Torej, zdaj imamo nadzorni odbor, imamo upravni odbor, imamo tajnik blagajnik, imamo predsednik. Ja, in imamo pauzo. In imamo pauzo. Se strinjamo? Je kdo proti temu? 15-20 minut, kako? Ura je 20 do pa rečemo 20, ob 4 nadaljujemo. Medtem si pa lahko pogledate tele pravilnike, ki smo jih mukoma spravili skupaj in so napisani za to, da bi čim bolj delali. Vsi smo ti 5 zjutraj, 2 a ne, ti si do sebe. Ne vem, če si videl, ko sem ti jaz prej na chat napisal, po mojem te ni bilo. Sem ampak na telefonu. Ja, prav. Tako da bomo mogli to urediti.